Ja, tukaj v naši publiki je zbranih tudi kar nekaj tistih, ki so se že udeležili našega NLP izobraževanja. NLP diplome se je udeležil Domen. No, Domen, kar prid, nam boš kaj povedal, kakšni so tvoji zaznani učinki tega, kar si doživel po tistem v primerjavi s stanjem, ki je bilo pred izobraževanjem z NLP-ja. NLP me je naučilo marsikaj. V srednji in tudi v osnovni šoli se nisem nikdar toliko naučil, zato ker je NLP mi je dalo eno izkušnjo za življenje. Ena vrlina, ki mi je dala, je ciljna usmerjenost, da se ne soočam s težavami in jih poskušam reševati, ampak sem ciljno usmerjen in usmerjen k tistemu cilju, ki si ga želim. Je že kakšen cilj izpolnjen, mogoče kakšni cilji zastavljeni in bodo izpolnjeni v prihodnosti? Majčkeno nam povej o tem. Ja, en cilj je ta, da se bom udeležil NLP praktika, to je naslednja stopnja NLP diplome. Potem tudi ocene v šoli so se mi dvignile, ker sem si zastavil ta cilj, da hočem imeti višje povprečje. Potem tudi v športu sem si zadal cilje, tako da mislim, da če je volja in cilji, da ni problema, da ne bi uspel. V NLP-ju imamo 3 take temeljne stebre. Prva je prožnost, druga so cilji in tretja je zaznavanje. Daj nam še malo od svoje prožnosti pa od zaznavanja. Prožnost nam da v življenju, da se čim lažje prilagajamo novim situacijam. In to prožnost jaz vadim tako, da recimo včasih sem se vedno vozil po isti cesti, sedaj pa premislim, da zavestno, da grem po drugi cesti. Ali pa telefoniram včasih, ponavadi sem z desno telefoniral in sedaj zavestno telefoniram z levo. Ali pa včasih sem prižigal recimo luč z desno roko, sedaj z levo. Tako da treniram obe polovici možganov. Aha, se pravi, ti to prinaša trening obeh možganskih polovic, ali je še kaj tazga, kar prinaša ta prožnost prav tebi? Ta prožnost mi prinaša v bistvu tudi, da se lažje prilagodim v življenju vsakodnevnim novim situacijam. Aha, izzivom. Izzivom. Ok, kaj pa ta zaznavanje kot tretji steber pomemben v neurolingvističnem programiranju? Ja, tudi to lahko povem veliko stvari. Pri NLP-u sem se naučil, da ljudi gledam in komuniciram z njimi, da jim z njihovih oči berem, kar razmišlja in se lažje prilagodim. In oni čutijo neko sočutje, toplino pri meni, v bistvu dober sogovornik mi reče. Ja, to je pa res krasno. Se pravi, dober sogovornik, lažje vzpostaviš kontakt, potem soočaš se z novimi izzivi, tvoja ciljna usmerjenost ti prinaša že zdaj rezultate. Vse, kar si želiš v življenju. Vse, kar si želiš. Krasno. Hvala, Domen. Ni za kaj.